Dober dan, na valovih Radia Robi in vas lepo pozdravljam, Erika Koncut. Poslušate nov pogovor v sklopu Oddaj koraki do uspehov. Oddaja že 10 let podpira tudi podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj. Podjetništvo umetnosti je rdeča nit tokratne sezone, zato v studiu danes gostimo Cindy Rutar Erzetič iz podjetja Emilina. Lepo dobrodošla. Lep pozdrav poslušalcem, tebi Erika, in hvala za povabilo v oddajo. Skodelice, steklenice, kozarci, leseni izdelki, nalepke, modni dodatki, tudi vaze za rože s simpatičnimi napisi, pa še bi lahko nanizali v košarici tvojih izdelkov, personalizirana darila za učiteljice, vzgojiteljice, razne družinske jubileje in praznovanja. Sem mogoče kaj pozabila? Se ne vem, se niti sama kdaj ne vem, kaj vse je v moji ponudbi, zato ker vsako leto tudi nastajajo vedno novi izdelki, ma mislim, da si tisto ta glavno zajela. No, midve se ne tikava kar tako, poznava se že kar nekaj let, spoznali sva se na vrtčevskih stopnicah na Dobrovam, ko si praktično po teh stopnicah nosila svoji dvojčici, jih ne omenjam kar tako, ker sta nekako povod za tvojo poslovno zgodbo, pa nam jo lahko zaupaš. Ja, to je res. Že ime te ustvarjalnice Emilina je izpeljanka iz njunih imen, Emily in Lina. Ni naključje to vse skupaj, zato ker ta vsa ustvarjalnost je nastala po njunem rojstvu. Z blogom? Tudi, ja, začetek je bil res z blogom. Tu so bili še tisti časi, ki je vlogi so še počasi prihajali, blogi so bili taki res razširjeni in tle sem se videla. V bistvu, jaz sem takrat ostala doma, ko sem jih rodila, nisem imela nobene službe zagotovljene in pole tam malo pred njunim 3. letom sem jih dala malo v vrtec, slih tako malo dopoldne, toliko, da so malo šle v družbo in takrat hiša je bila že vse pospravljena, počiščena, kaj zdaj? In prav tako sem začela ustvarjati, najprej sem naredila njima prav te grafike z rojstnimi podatki, ustvarila sem blog, začela sem pisati, tudi celo sem že dobivala sodelovanja takrat. Tu je bilo, če bi takrat res močno primla, lahko bi tudi pole končala v kakšnem tem svetu, ko zdaj reče influencerke, ma se nisem videla. Je res šlo na eno drugo stran. Si pa začela skodelice delati zaradi nagradne igre? Ja, takrat so bile tudi te nagradne igre. Facebook je bil res tak v takem razcvetu, kar se tega tiče, so prišli novi sledilci in všečki strani, to je bilo takrat popularno, in sem naredila nagradno igro prav poslikava na keramične skodelice. In po tistem so začela tudi prihajati naročila, kar tako ne vede in me je kar potegnilo noter. In kdaj si začutila, da je recimo to, da se usmerješ praktično v izdelavo teh skodelic s posebnimi napisi? Ja, po moje prav povpraševanje je pripeljalo do tega, da pole sem začela s tem in pole seveda od tam je šlo pole naprej. Iz te ročne poslikave skodelic mi je potem Matej kupil en tak rezalnik za folije, da pole lahko delaš tudi različne izdelke. In vedno takrat je rekel, gledaj, zdaj odplačaš, eno motivacijo me dal, da zdaj takoj odplačaš, čim prej, ne? In res v enem mesecu sem jaz tisto mašino odplačala. Ja. Torej, kar tako je bilo tako veliko povpraševanja? Ma ja, bi rekla, da ja. Kje pa iščeš ideje za svoje izdelke? Tu zdaj recimo delam to že res več let in pridejo nove ideje na nove ideje. V bistvu potem, ko sem dobila ta rezalnik, je prišla že takoj potem ideja za prijateljsko spominsko knjigo. In tu je bila ideja prav še iz mojega otroštva, ker smo tudi mi takrat si pisali v zvezke. Tu ni navadna spominska knjiga, kjer rišeš, ampak izpolnjuješ najljubša glasbena skupina, vzdevek in potem tu kroži med prijatelji. Še več o tvojih izdelkih v nadaljevanju, ampak zdaj le kratek glasbeni predah. V korakih do uspeha danes gostimo Cindy Rutar Erzetič iz podjetja Emilina. Pred skladbo sva slišali, kje iščeš navdih, hkrati pa ga tudi sprejmeš kakšne namige, recimo sodelovanje s turistično-informacijskim centrom Brda je tak, je nastala posebna linija izdelkov. Ja, to je res.
Začela sem s stojnicami. Moja prva taka, da sem se pojavila v javnosti, je bilo prav za praznik češenj z mojo stojnico. Moja prva stojnica je bila res malo taka revna, bi jaz rekla. Sem imela samo take okvirčke in skodelce, kjer je pisalo Goriška Brda, narisana češenka. Od tam je pa potem vse zraslo. Začela sem delati za turistično-formacijski center prav te razne spominke, da jih turisti potem nesejo domov z motivi češnje in vina, tu res od do, magneti, obeski, skodelice, uhani, verižice, zapestnice, različni materijali. To je izhajalo iz potrebe, ker tega ni bilo prej na Ticu Brda, ali kako? Je bilo, ma tudi ni bilo takega nabora velikega. Ja, tudi od tukaj, ja. Danes pa prodajaš praktično po celi Sloveniji, na različnih ticih, trgovinicah, spominki. Kje pa vso te lahko najdemo? Ma prav po celi Sloveniji. V bistvu od Maribora, v Mežici, na Koroškem, res v veliko trgovinicah, takih majhnih trgovinicah, knjigarnah, papirnicah in teh za turiste trgovinicah. Želim ostati pristna, zato sem rada, da sem v takih majhnih trgovinah, da ni ta proizvodnja na veliko, ker potem se bi vse zgubilo, no, to, kar dajem noter. Da je ta tisti čar umetnosti, ustvarjanja. Ja. S kom si recimo še sodelovala posebej pač pri kakšnih posebnih linijah? Mislim, da je to mislim. Ja, v trgovincah misliš. Zdaj, na zadnje sem tudi zavodom Vipavska dolina. Sem naredila prav nabor izdelkov za vse njihove tice. No. Sem se prav, res sem mola, glede na to, sem tudi turistična vodička in pole malo tudi poznam, kar se tega tiče, ma sem res, recimo za Lijak sem naredila padala, recimo. Nova Gorica je bil spet motiv vrtnice, za Ajdovščino sem naredila tu kastra, rimska kastra. Tako je, ja. To je zdaj na zadnje, kar sem torej vedno naredila. Iščeš neko lokalno posebnost, da iz tega narediš izdelek. Ja. Kateri izdelki so ti recimo največje veselje, največji izziv? V bistvu mene, kadar začnem nek nov izdelek, kadar začnem izdelovati nek nov izdelek, tisto mi je res v največje veselje in izziv. Kadar je kakšen, ki sem ga že ustvarila toliko časa nazaj, tistega malo, ko dobim naročilo, malo težje se spravim ga delati, ma vseeno je lepo, no. Ker zdaj recimo prihaja ta sezona, ki se obdaruje učiteljce in vzgojiteljce in tukaj res sem zdaj kreativna in vsako leto naredim še več teh izdelkov, prav tako personaliziranih, no. Koliko prisluhneš dejansko ljudem, ki povprašujejo po tvojih izdelkih, recimo prav pri darilih za učiteljice? Kar dosti izdelkov je nastalo prav iz povpraševanja, kadar kakšna stranka mi, če lahko naredim kaj takega, kadar imajo svoje ideje, res ustvarim kdaj pole po njihovih idejah in pole dam tu tudi noter v mojo redno ponudbo in se prodaja naprej. Začela si, kot si že omenila, s prodajo na stojnicah, temu je potem sledila spletna trgovina. Kaj je čar prvega, kaj je čar drugega? Spletna trgovina je čar to, da sem doma v svojem zavetju, delam v miru, drugi čar je pa stik z ljudmi. Čas je za malo glasbenih minut, pogovor nadaljujemo kmalu. Cindy Rutter-Erzetič iz podjetja Milina ostaja v naši družbi na Robinu. Cindy, tesno si povezana z zgodbo Šmartnega, oziroma Šmartno je zelo povezano s tabo. Uresničila se ti je posebna želja v Šmartnem. Nam lahko zaupaš? Ja, to je bilo uresničitev mojih sanj, da sem odprla svojo lastno, v bistvu nisem samo jaz, tudi moj partner Matej, skupaj smo v tem in moje punce, da smo odprli svojo fizično trgovinco. Jaz sem prej več let prodajala na stojnici te moje izdelke in ena želja taka je res tlela v meni, je tudi bolj, ko bi se reklo, komot, ne, da imaš trgovinco in tu se mi uresničilo, zdaj je že 2 leti od tega. Trgovinca zaseda Briško hišo v lasti Zavoda za turizem, ZTKMŠ Brda, kjer je predstavljena ta etnološka zbirka, kako so Brici živeli nekoč. In moja trgovinca zaseda prav en poseben del te hiše in to je kuhinja.
Ki daješ posebno pozornost oziroma pomen, ne? Ja, je res. Zato, ker je bila kuhna najbolj pomembna. Tam se je kuhalo, tam so se vsi skupaj družili, je tudi še obnovljeno ognjišče v tem prostoru, tako da res ima eno tako dušo, no, ima. Se pozna na obiskovalcih, ki vstopijo recimo v tvojo trgovinco, da začutijo to vzdušje, ta utrip tega prostora? In najprej je videti kakšnega visokega, kako mora skloniti glavo, kadar pride noter skozi vrata. Potem pa prav vidiš, se zasvetijo očke in tudi kakšni rečejo wow, tako mi je lepo to videti. Prav ta vikend ob Bird & Vinu si imela posebni gosti? Ja, dosti gostov predvsem, ko drugače ponavadi. Ja, bi lahko rekla, celega sveta so bili. Malo več Slovencov, pač je videti, da je več Slovencov, vidiš tudi Hrvati, Američani so spet bili, res... In tudi slovenska pevka Alja. Ja, bravo, sem objavila na družbena omrežja in Martina Švab, so bile skupaj, ja. No, tako da, veliko ljudi vstopi v to trgovinico. Zakaj pa ta potreba, poleg spletne trgovine, tudi fizična trgovina? Ko sem prej rekla, ta fizičen stik. Zdaj tako, spletna trgovina rabi resen močen marketing, bi jaz rekla, da res ti dobivaš veliko naročil. Jaz sem pa tu hotela usmeriti malo drugače, zato sem se na tak način tudi razširila, da ni samo spletna trgovina, ampak prodaja v naši lastni fizični trgovinci in izdelki po celi Sloveniji. Čemu pa si dala največji poudarek pri urejanju oziroma pri tem asortimanu izdelkov v trgovinici? Ne samo pač spominkom, ampak verjetno tudi kakšnim darilom za posebne priložnosti? Ja, tudi. Imam prav tudi narejene paketke. Moram pa poudariti, da poleg mojih izdelkov so tudi izdelki drugih. Sem gledala, da je vse slovensko, najprej Briško, njihovi izdelki, domači proizvodi in potem tudi slovenski izdelki. Tu imam sicer 20% vsega asortimana, ampak da je res, da tisti, ki vstopi, ima več izbire, kaj bo kupil, kaj potrebuje. Torej, v bistvu te karakterizira tudi sodelovanja z različnimi ponudniki. Tudi, ja. Kratek glasbeni predah in potem nadaljujemo. Koraki do uspehov. Erika Koncut vas danes spremlja skozi poslovno zgodbo Cindy Ruter Erzetič iz podjetja Emilina. Cindy, ne gre brez promocije, je tako? Torej, kako si ti zastavila promocijo svojih izdelkov? Prejle med glasbo si nam omenila, da malo si zamudila Facebook. Verjetno, da ja, zato ker takrat, kadar se je tu vse začelo, je bil res močen Facebook. Mislim, je bilo res več ogledov, tudi organskih, no. Takrat sem malo zamudila, ker nisem več vložila v to promocijo. Drugače se pa vsa ta leta trudim, da vsaj objavljam. Nisem prav tako močno redna, se vsaj trudim, no, da vsaj neke nove izdelke pokažem, da vidim odzive ljudi. Facebook, Instagram, zdaj malo sem začela tudi TikTok. Torej so ti glavni kanali, kjer se promoviraš? Ja, tako. In kje je največ odziva oziroma kje začutiš, da najbolj prime reklama? Zdaj tu ne vem, kje najbolj prime, mislim, da imam prav te moje stranke so bolj iz Facebooka, tako bi rekla. O tem vidim, da pride največ, no. Koliko pa so recimo pomembna družabna omrežja pri promociji, kako vidiš? Je to glavni kanal? Mislim, da ja, ker tudi zdaj kar vidim te trende, je dosti tega, kakšna je zgodba v ozadju. Vidim, da je treba se snemati, tle sem jaz še zelo šibka, se vseeno trudim, no, da naredim kakšen filmček, ampak tako, da bi zdaj pa vklopila in se nekaj posnela, kako govorim, noter, tle sem še, no, tako tle. To pravijo, da obroduje sadove. Kot sva že omenili, prisotna si na stojnicah, na različnih sejmih, v trgovinici, družabna omrežja. Če bi mogla primerjati, kje je tisti najboljši prijem? No, tu je tudi reklama, no, tu bom rekla, ker sem res prisotna, tudi recimo decembra se odzovem vedno na ta praznični sejem, ki je na Bevkovem trgu. In enkrat, ko pride stranka do tebe, tudi bo še potem naročila, no, tako. Tu je tudi ena taka promocija, da se pojavljaš v živo. In te obiščejo tudi v trgovinici? Ja, tudi. Tudi prevzeme, mi naročijo in potem pridejo iskati v Šmartno izdelke.
Si pa tudi regionalna turistična vodička. Ja, tu zdaj tudi. Kako ti to pomaga? Ja, pač je še nekaj zraven, ne, kadar to delaš, ma drugače, jaz sem itak hodila tudi v srednjo turistično šolo in v to šolo sem šla prav zaradi tega, ker sem si želela, da bom turistična vodnica. Zdaj nas popravljajo, da je treba reči vodnica, no. Ok, no nekaj novega smo tudi izvedeli. Drugače, ja, mi je lepo, no. Dobiš tudi iz strani, recimo, turistov navdih za nove izdelke v trgovinici oziroma pač spletni trgovini? Ja, v bistvu bi rekla, da na tak način, ko pač stranka, kadar kaj, da si nekaj želi in nekaj potrebuje, no. Ponavadi turisti, ki pridejo na destinacijo, si želijo nekaj lokalnega. Dostikrat so tudi kakšni domači izdelki, briških kmetij, ma tudi kakšne take spominke, materialne, ko jih imam jaz. Torej, niso samo selfiji, danes moderni, ampak tudi, da nesemo domov nekaj malega, da damo v svojo torbico in nesemo. Ja, če ne drugega magnet, ne. Tu je bestseller, bi jaz rekla, no. Evergreen. Ja, tako. Kako pa usklajuješ vse te dejavnosti med seboj? Torej, to vse vzame nekaj časa, ne? Izdelovati, dobiti idejo, izdelovati izdelek, ga prodajati, biti v trgovinici, objavljati, regionalna vodnica. Kako gre vse? Tako bom jaz rekla. Jaz sem umetniški vodja, drugače šef in direktor tukaj je moj partner Matej. Greva z roko v roki, skupaj delava. Moram tudi povedati, da se dela od ponedeljka do nedelje. Tle ni urnika, ne? Ni urnika. Razen je izven sezone po zimi, to je januar, februar, takrat je čas za počitek. In da se prihajajo nove ideje in potem spet zaštartaš. Pozabila si omeniti glavni šefici, dvojčici. Emil in Lina, ja. Tudi one so prisotne v vsem tem in pomagajo, no, tako bom rekla. Še več o Emilini, o trgovinici, spletni trgovini, izdelkih po skladbi. Cindy Rutar-Erzetič, zgodbo Emilina je še vedno v naši družbi. Cindy, v pomoč pri poslovni zgodbi oziroma razvijanju vsega ti je bil tudi Primorski tehnološki park. Daj nam več povedati, kako, kje ti je pomagal. Ja, to je res. Ta projekt Mladi podjetnik, zdaj, če se namotim, je bilo leto 2018, ko sem bila v tem projektu, ja, dosti je pomagalo. V bistvu smo dobili sredstva za zagon podjetja, in so nas učili, kako biti podjetniki. So tudi drugi podjetniki nas prihajali učiti in je bilo res v redu. Takrat je prav meni prišla ta ideja s tisto prijateljsko spominsko knjigo in meni so potem ta sredstva res pomagala, da sem jaz dala prav tisk te knjigice. In del je tudi šel za plačevanje prispevkov, tako da je bilo res dobro ta projekt. Ja. Kako ti pa recimo tak program zbistri idejo? Torej, ponovadi smo vsi taki zmedeni, to bi naredil, ne vemo pa, kje bi se lotili, kako bi se lotili. Kako ti je to naredilo nek fokus, da nekako to umetniško žilico prepleteš s poslovno zgodbo? Ja, res je pomagalo. Ma tudi izkušnje drugih, ko nas je bilo več, ne, teh mladih podjetnikov, si se res učil eden od drugega. Primeri dobre prakse od drugih podjetnikov, ki so nam prišli predavati delavnice. Zdaj sem že malo pozabila, kako je bilo, je pomagalo res dosti. No. Kakšen pomen pa daješ recimo neprestanemu iskanju novih znanj? Ja, tudi to bom rekla. Sem se pa jaz tu, kar vse tu izdelujem in ustvarjam, ker imam te, jaz rečem, mašine doma, sem se vse iz spleta naučila. In res za vsako, nisem jaz tako močno tehnični tip, kar se tega tiče, ma za vsako stvar sem se res mogla naučiti in sem se učila poletku. Na začetku še prek YouTubea in pole pauza, pa si ponovu pauza. Torej, čisto samouk. Ja. Katerih znanj pa bi si želela še več? Da bi ti bilo lažje na tej poslovni poti? Ja, mogoče pa res lih ta marketing. Tle mislim, bi rabila še tako kakšno pomoč. Kdaj bi rabila tudi pomoč, da bi mi kdo kar tu prevzel? Ti zmanjka že časa? Ja. Mogoče kakšna znanja pridobivaš tudi od svojih potrošnikov, recimo ti kaj delijo, kakšne nasvete? Ideje za izdelke dobim dosti od potrošnikov, zdaj drugo ne vem, kaj bi lahko takega. Bolj v tem navdihu potem. Ja. Še nekaj gre omeniti, medujmo novembra v Brdih. Si bila tudi ti odrezana od sveta cel teden,
kakšna izkušnja je to recimo za takega mladega podjetnika? Zdaj, tle bom jaz iskrena, jaz sem drugače. Tu ne bi bil tudi, če kdo posluša, ker na začetku svoje podjetniške poti bi mu moglo biti vzor in en zagon, samo jaz sem pač paničen človek. In kadar se kaj zgodi takega, da se jaz strašim, sem se takrat tudi ustrašila. Jaz drugače se bojim že neviht, navadnih neviht. Ne, takrat nisem bila ustvarjalna. Takrat sem imela tudi napovedano skupino, prav tisti ponedeljek, drugi dan je odpadla in kadar smo bili noter, nismo mogli delati. No, ne jaz, ne Matej. Kaj si se pa iz te izkušnje naučila? Da nisem samoumevno, sigurno to. In vsaki slabi stvari je tudi nekaj dobrega. Smo se kar povezali, no, sosedi in občani. Kot skupnost. Ja. Dobro, malo glasbenega predaha in še se poslušamo in pogovarjamo. Poslušate oddajo Koraki do uspehov, Erika Koncut. Imam danes za gostjo Cindy Rutter-Erzetič iz podjetja Emilina. Slišali smo tvojo poslovno zgodbo. Če bi morala danes začeti znova, bi kaj spremenila? Mislim, da ne bi spremenila. Vem, da je to tak odgovor, kaj vsi rečejo, da napake se morajo zgoditi, kadar pomislim jaz za nazaj, res so se mogle, pač vsa ta rast, ki je prišla na poti, so mogle biti res napake. Ne vem, sem začela delati eno knjigico, ki jo ročno naredim, spiralno vezavo, sem mogla ene 3 uničiti, preden je nastala tista ta prava. Ne bi nič spremenila, po moje. Torej so napake nekako del poti, ne? Ja, sigurno. Koliko izdelkov je šlo v koš? Če vsak različen izdelek, da rečemo 3, ma ne samo na začetku, tudi tako, no, ker izdelki so res taki personalizirani in če naredim eno napako, jaz tu ne moram dati stranki potem naprej, ne, tako da moram ponoviti, no. Kdo so prvi kritiki? Doma, domači, partner, dvojčici? Ja, mislim, da kar moji doma so prvi, ja. Tudi Matej sploh, kadar je dosti krat, no, vidi ste tudi njega v trgovini, ko sem rekla, je on direktor, se kar tako, no, on določa tudi po trgovinci stvari, tudi cene. Koliko pozornosti pa daješ njihovemu mnenju? Torej, prva ta mnenja najbližjih pri novih izdelkih? Na začetku sem bila kar taka trmasta, tu je moje, tu sem si jaz mislila, bo po moje, ma zdaj kar prepuščam, no, ker tu smo vsi skupaj, no, smo vsi en del te Emiline. In kakšne nasvete bi recimo delila z ljudmi, mladimi podjetniki, ki vstopajo na podobno poslovno pot kot ti, kako naj se tega lotijo? V bistvu tako, začeti je treba. Tu se tudi kliče koraki do uspeha, ne? Tisti prvi korak je treba narediti. Polje bo vse prišlo. Je pa zelo pomembno tudi to, da delaš res nekaj, kar te veseli. Mislim, da tu je tudi en tak korak do uspeha. Si predstavljaš, da boš v teh poslovnih vodah, da boš izdelovala take izdelke? Nikoli. Zato, ker jaz po končani srednji šoli, jaz sem se upisala drugače na ta psihosocialna pomoč na uporabne družbene študije. Prav nekaj drugega, no. Ne, se nisem videla. Ko sem rekla, tako življenje pripelje in sem res odkrila tisto mojo strast. Kje te bomo v bližnji prihodnosti lahko povsod videli? Približuje se praznik češenj. Sigurno v trgovinici, v Šmartnem. Za praznik češenj bo tudi stojnica pri gradu Dobrovo in tudi v soboto bo imela tudi delavnico poslikavo skodelic. In tukaj na Goriškem, v širši okolici? Tukaj mislim, da pred decembrom ker ne bo časa. No, ta praznični sejem pa mogoče, da se vidimo. Načrti za prihodnost, kaj si želiš recimo še dodati svoji poslovni zgodbi, razširiti, narediti nekaj novega? Načrti za prihodnost so malo bolj višji od tega, kar se zdaj tle, kar jaz ustvarjam. To bomo, verjetno za kdaj drugič bomo pustile. Ja, bi rada prišla tudi v še kaj več trgovin, no. To je zaenkrat ciljno. Kakšna posebna vrsta trgovin? Ostajamo še zmeraj pri teh butičnih, majhnih, sigurno. V sklopu korakov do uspeha se vije ta veriga vprašanj preteklih gostov. Tebi je vprašanje postavil Jernej Bortolato, pa deva prisluhniti vprašanju.
Ja, najraž bi ponovil eno vprašanje, katere skoraj ne znam odgovoriti, ne? Koliko časa vzame res nek dober marketing, oziroma kakšni so izzivi v promociji same dejavnosti? Jernej, sem že prej malo tudi o tem govorila, no, kjer sem videla moje napake, kar se tiče marketinga. Časa ti vzame veliko to, zato imajo tudi kakšna večja podjetja, tudi svoje agencije, ki za to skrbijo. Ma drugače, jaz si vzamem tiste pol urce do 1 urce na dan, da sem res, zgleda res, da sem pole neki štrkam na telefonu in pa se moji doma jezijo. Ne delam objave, ne rečem, delam marketing. Ja, bi mogla tudi jaz kaj, bi rada, da mi kdo drugi da res še en tak boljši na svet, no, ko ga imam jaz. Ti vzame veliko časa, načrtovanje, objav. Vzame. Ma zato, ker vem, da tudi bi mogla drugače to se prijeti in malo boljše to izdelati. No. Mogoče jemlješ, oziroma ti je kdo za vzor pri teh objavah? Ma mogoče res kakšne take trgovince, ko sem jaz, no, in ustvarjalke. Spremljam, recimo tudi Susku spremljam, Evo Ostrouška, tako mi je... So pridne, no, tako, kako se zauzamejo za to. Torej, od vsakega nekaj jemlješ, kar ti pač najbolj pade lepo v tvojo zgodbo. Ja, bi rekla, da tako. No, zgodbo naslednjih korakov do uspeha bo pisal Gojmir Lešnik-Gojc. Imaš ti kakšno vprašanje zanj? Mogoče bi me zanimalo to, Gojca poznamo že dolgo časa, je zelo priden na tem področju, ki dela. In me zanima, Gojc, kako biti in ostati inovativen ter motiviran. Dobro vprašanje, me prav zanima, kaj bo odgovoril. Cindy, najlepša hvala za pogovor. Hvala pa tudi vam, cenjeni poslušalci in poslušalke, da ste bili z nami. Prijeten dan na valovih Radia Robin še naprej. Koraki do uspeha.